Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pozdravljam seveda vse vas, drage novinarke, novinarji in Domna. Seveda, eno leto je bilo zelo hitro naokoli. Zdaj, jaz sem vesel, da v bistvu ste z vašim delom dosegli tako visoko stopnjo podpore tudi na ministrstvu in da bomo potem s skupnimi močmi ta festival izvedli tako kot v preteklih letih. Jaz upam, da je Domnu uspelo pripeljati sijajne izvajalce, kar bo potem v nadaljevanju povedal. Mariji pa želim, da bo tako kot pa do zdaj sijajno povezovala vse, bom rekel, v praksi in tudi v sami graščini oziroma glasbeni šoli, da bo vse potekalo v najlepšem možnem redu. Tako da vam bom kar nazaj besedo predal, pa da boste akterje povprašali, kako je. Jaz tudi vas vse lepo pozdravljam, tako kot vsako leto smo v isti ekipi tudi letos na tej tiskovni konferenci in seveda vse novinarji, nekateri so se opravičili, ker imajo druge obveznosti. No, ampak seveda danes je zdaj festival Radovljica že 41. leto, torej lansko leto je minilo brez zapletov, torej naš jubilejni 40. festival smo kar solidno izpeljali. Tudi letos imamo 10 koncertov na sporedu, torej 8 jih bo kar v baročni dvorani v Radovljici, v graščini, eden bo v cerkvi svetega Petra v Radovljici in eden, tako kot vsako leto, enega moramo imeti izven občine in to smo si že pred leti izbrali cerkev Marijinega oznanjenja v Velesovem. No, torej koncertov bo tudi letos 10. Moram še pravzaprav poudariti, da v času covida, to sta bili 2 leti, smo tudi izpeljali vseh 10 koncertov, brez zapletov, brez kakršnega koli incidenta, kot so takrat temu rekli. No, vstopnice smo obdržali isto ceno tudi v letošnjem letu, to se pravi, da je 15 evrov za študente, upokojence pa skupine, večje skupine, 20 evrov je za odrasle. Imamo pa recimo na razpolago abonma, 2krat po 5 koncertov ali pa vseh 10, to je odvisno od poslušalcev, no in to je pa 70 evrov za 5 koncertov ali pa 140 evrov za celoten abonma. Imamo pa tudi vsa leta sodelujemo s članom Sveta knjige in ti udeleženci oziroma člani Sveta knjige imajo 20% popust. Vstopnice so v prodaji na vseh Eventivnovih mestih, najbolj pa sodelujemo z turistično-izobraževalnim centrom Radovljica, to je TIC Radovljica, potem Društvo festivala ima tudi zbira vstopnice, največ jih rezervirajo poslušalci, ampak imamo dobro izkušnjo, tako da vsi te rezervacije tudi pridejo pred koncertom dvigniti in potem uživajo na koncertih. Kar je zelo pomembno, že vsa leta imamo brezplačen avtobus iz Ljubljane v Radovljico na vse koncerte in seveda tudi v Velesovo in nazaj in seveda iz Radovljice v Velesovo, kajti zelo težko je priti v Velesovo sicer. Tako da to je tudi vse urejeno in tudi zelo dobro poteka. Torej, neizmerno smo hvaležni občini Radovljica z županom, gospodom Cirilom Globočnikom, z njegovimi sodelavci in mislim, da tudi občinski svetniki so spoznali, da je to vredno podpreti in seveda se zahvaljujem vsem skupaj. Ne nazadnje poskrbimo mi tudi za promocijo Radovljice v krogu Slovenije in seveda tudi izven Slovenije v tujini, kajti naši poslušalci oziroma naši glasbeniki, ki prihajajo na naše koncerte,
so z organizacijo zadovoljni, so s krajem zadovoljni, nekateri podaljšajo potem počitnice, tudi letos sem slišala od Tomna, da bojo nekateri ostali še naprej v Radovljici. Skratka, mislim, da je to kar v redu in sem zelo hvaležna vam. Ampak rada bi se pa vseeno spomnila našega bivšega rednega obiskovalca naših koncertov in je tudi naš častni član festivala in je tudi častni občan. To je dr. Cene Avguštin, ki praznuje letos, ki slavimo letos njegovo 100-letnico. In z ženo Marušo sta hodila redno na koncerte in to vedno je imel kakšno dobro pripombo, tako da nas je kar nekako obogatil z njegovim znanjem. Tako da res sem vesela tega, ampak seveda na festivalu ni samo član našega festivala dr. Cene Avguštin, pač pa je še pokojni Uroš Krek, pa pokojni Vladimir Černe, ki je imel veliko zaslug, da smo to obdržali v Radovljici, in seveda Egi Gašperšič, takrat, ko je bil ravnatelj glasbene šole, mi smo imeli celo prvi v Sloveniji takrat čembalo. Nobena glasbena šola nikjer v Sloveniji še ni bilo čembala, ko je potem Egi Gašperšič je to omogočil, da smo dobili čembalo in še vedno je tam. Potem je bivši župan Janko Sebastian Stušek, Majda Oder in seveda gospod Ciril Globočnik. To so naši častni člani. Sodelujemo tudi z Ministrstvom za kulturo že več let, tudi lansko leto smo podpisali 5 oziroma 4-letno podporo, tako da je kar dobro sodelovanje in so razumeli, da je ta festival eden izmed zelo dobrih, visoko ocenjenih festivalov v Radovljici, namreč glede kakovosti in glede zasnove idej. Tako kot sem rekla že prej, glasbena šola Radovljica je z zdajšnjim ravnateljem, gospodom Markom Možino, tudi precej naklonjen festivalu, tako da imamo vse njihove učilnice na razpolago v času festivala, kar je zelo pomembno, od stojal pa tudi inštrumentov in seveda pisarne, računalnik, vse to lahko mi koristimo v času festivala. Tako da smo res zadovoljni, pač oboje stransko sodelujemo na eni taki pristni naravi. V času festivala imamo pa tudi 5-letni mojsterski tečaj na kljunasti flavti, kjer se udeleži okrog 20 slušateljev oziroma učencev in tudi profesorjev kljunastih flavt, ki poučujejo na glasbenih šolah v Sloveniji, in ta tečaj traja 5 dni v okviru festivala in seveda na koncu imajo tudi oni zadnji dan lep koncert v baročni dvorani. Vsako leto je teden pred festivalom tudi srednjeveška tržnica starih slovenskih obrti na trgu, na Linhartovem trgu, to pa omogočajo turistično društvo Radovljica, ki ima tudi zelo visoko letenco obstoja, to je 126 ali 127 let je že od tega. To so bile zdaj take splošne organizacijske točke. Zdaj bi pa rada umetniškega vodja Domna Marinčiča poprosila, da nas popelje v letošnje koncerte. Najlepša hvala. Kot smo že slišali, je na festivalu tako kot že vsa leta 10 koncertov z glasbo od 12. do 20. stoletja, se pravi spet je ta velik razpon. Ponavadi me sprašujejo, če je kakšen poseben poudarek. Letos je res en koncert, ki izstopa predvsem po velikosti zasedbe in po repertoarju. To je takoj drugi koncert. V ponedeljek 7. avgusta bo v Radovljiški cerkvi zazvenel Skarlatijev oratorij Judita s 5 mednarodno, v bistvu svetovno uveljavljenimi pevci in pa festivalskim baročnim orkestrom, ki smo ga sestavili prvič lani ob 40-letnici festivala in bo letos nadaljeval delo v nekoliko razširjeni zasedbi, se pravi tukaj pri tem projektu je udeleženih še kar veliko
slovenskih glasbenikov, mislim, da 12. Potem sta pa še dva projekta, ki sta nastala posebej za festival, to je spored z naslovom Škofovi najljubši madrigali z uveljavljenim italijanskim ansamblom, ki se ukvarja samo z italijanskimi madrigali, La Compagnia del Madrigale. In sicer bodo na sporedu samo madrigali, ki so jih nekoč hranili v arhivu ljubljanske stolnice. Takrat so nekje okrog leta 1620 so sestavili katalog vseh muzikali v ljubljanski stolnici in je bilo tudi nenavadno veliko posvetnih skladb in seveda tudi posvetni madrigali, več zbirk najvidnejših italijanskih avtorjev 16. stoletja, kot so Alessandro Striggio, Luca Marenzio, Cipriano d'Arore, Giovanni in Andrea Gabrieli. Se pravi, ta spored je nastal posebej za festival, potem pa je tudi sklepni spored, ki ga bom potem predstavil, ko bom nekako spregovoril o vsakem koncertu posebej, je nastal posebej za festival, se pravi, in bo doživel tukaj pri nas svojo premiero. Nekoliko nenavadno, se pravi, festival se začne z zgodbo o volkodlaku, z tremi pesnitvami francoske pesnice z konca 12. stoletja Marie de France, ki je morda živela na angleškem dvoru in je na koncu 12. stoletja zapisala več keltskih legend, ki jih je slišala pri bretonskih minstrelih in tudi zgodbo o prevaranem volkodlaku bliz Clavreju. Izvajalka bo švicarska specialistka za srednjeveško glasbo Hanna Marti, ki se spremlja na ustrezni srednjeveški harfi in je v bistvu tudi avtorica glasbe, če smo natančni. Se pravi, mi vemo, da so takšne pesnitve nekoč izvajali z glasbo in da je bila ta glasba v bistvu improvizirana in ona se s tem ukvarja že vrsto let in to je en format, kako bi rekel, predstavljanja poezije, stare poezije v izvirnem jeziku, ki ga v Radovljici že dobro poznamo, sicer pa mislim, da ga v Sloveniji ni mogoče slišati. In za razumevanje skrbijo slovenski nadnapisi. Tukaj imamo srečo, ker te pesnitve obstajajo že v izvrstnem prevodu Marije Javoršek. Se pravi, drugi koncert bo, kot že rečeno, oratorij Alessandra Scarlatija o junaški Juditi, ki poveljniku sovražne vojske Holofernu odseka, se pravi, ga zapelje in mu odseka glavo z njegovim lastnim mečem. Ta oratorij je nastal leta 1693 v Neaplju in velja, se pravi, takrat so zapisali, da je to najboljši Scarlatijev oratorij. Poleg 5 pevcev v različnih vlogah je, se pravi, v inštrumentalnem ansamblu so godala, basso continuo s cembalom in teorbo, potem pa tudi 2 kljunasti flavti in pa baročna trobenta. No, 3., 4., 5. koncert tvorijo nekakšen cikel, ker imajo naslove Kraljevi koncerti, potem Škofovi madrigali in pa cesarske arije. Kraljevi koncerti je naslov zbirke Françoisa Couperena, ki je izšla leta 1722. To so koncerti, ki so jih izvajali na koncu vladavine Ludvika XIV. Na francoskem dvoru. Potem jih je Couperin nekaj let pozneje izdal in zatem je sledila še ena podobna zbirka komornih koncertov, ki jih je naslovil Združena okusa in v njih je združil francoski in italijanski slog. Tako je nekako si obetal popolno glasbo. Solistka na tem koncertu bo Mateja Bajt in ona že veliko let sodeluje z avstrijskim čembalistom Johannesom Bognerjem. 4. koncert sem že opisal, to so Škofovi madrigali. Ta koncert nekako nadaljuje cikel glasbe povezane z ljubljanskim škofom Hrenom. Tukaj je bilo že kar 4 koncerti so bili posvečeni repertoarju iz Hrenovih kornih knjig, ki jih hranijo v Ljubljani. Potem smo imeli spored inštrumentalne glasbe iz arhiva Ljubljanske stolnice, zdaj pa so na vrsti prav tako posvetni
madrigali za 5 ali 6 glasov. Potem v nedeljo 13. avgusta bo koncert v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Tja se selimo predvsem zaradi sjajnih orgel orglarstva Močnik. Že vsa leta so te orgle pomembna obogatitev festivala. Namreč te orgle so nastale prav za izvajanje nekako nemške glasbe iz obdobja Johanna Sebastiana Bacha in veljajo za ene najboljših orgel v Sloveniji. Tokrat bodo na sporedu arije za mezzosopran z obligatno pozavno, ki so nastajale na Dunaju nekako ob koncu 17. in v prvih desetletjih 18. stoletja. In to so deloma posvetne, deloma duhovne arije in med avtorji je tudi sam cesar Jožef I. Sicer pa skladatelji tako italijanski kakor avstrijski, ki so delovali na Dunaju in tudi na cesarskem dvoru. V sredo 16. avgusta bo koncert za glasbo 19. in 20. stoletja. Na festivalu imamo kar nekako tradicijo izvajanja Schubertove glasbe na zgodovinskih glasbilih in tudi na tem sporedu bo kar nekaj Schuberta, poleg tega pa tudi skladbe Karla Löweja, Humla in Karla Reinekeja, ta je najmlajši in je deloval še v začetku 20. stoletja, rojen pa je 1824. No, vsa ta glasba bo zazvenila na zgodovinskih glasbilih, se pravi na zgodovinski flauti in na klavirju iz sredine 19. stoletja. To so samospevi, variacije in balade na temo mrtvaškega plesa, pa tudi raznih ženskih likov. Potem v 17. avgusta bo recital na renesančni lutni, ki je nekako v 16. stoletju veljala za tisti inštrument, ki najbolje nagovori čustva poslušalcev zaradi dinamike, zaradi pretanjenosti in tako naprej. In tukaj bo nekako ta najlepša, najbolj zanimiva glasba za lutnjo 16. stoletja, od začetka stoletja, od prvih objavljenih skladb za to glasbilo do Francesca da Milana in njegovih naslednikov. Tudi dva lutnista tako rekoč iz našega področja, to je Franciscus Bosinensis, ki je bil hrvaškega, morda bošnjaškega porekla, in pa Giacomo Gorzanis, ki je igral plemičem na Kranjskem in tudi nastopal v Radovljici, sklepamo po posvetilih njegovih zbirk. Nastopajoči na tem recitalu pa bo ameriški lutnist, ki velja v bistvu za enega največjih virtuozov na renesančni lutni, je še precej mlad, Paul Kiefer, ki ima pri nas sorodnike, se pravi ima babico v Kranjski Gori, ker ima del družine izhaja iz tega področja. V soboto 19. avgusta bo potem klavirski recital z glasbo iz prve polovice 19. stoletja, tudi z skladateljicama Hélène de Montgeroux in Claro Schumann. Poleg tega pa bo tudi na sporedu Beethovenova sonata z naslovom Quasi una fantazija, potem variacije Mendelssohna in tudi variacije Klare Schumann, mislim, da na moževo temo. Rosalía Gómez Las Heras je nekako izstopala na festivalu leta 2020 in nekako si zasluži ponovni nastop na zgodovinskem klavirju Blüthner iz leta 1856, ki ga zdaj že pozna. Potem nadaljujemo cikel Bachove glasbe, tukaj, ki smo ga začeli pred mnogimi leti z Bachovo zbirko Umetnost fuge, potem je sledile druge Bachove objavljene zbirke, tudi Goldbergove variacije, glasbena daritev, vseh 6 partic za čembalo, potem orgelska glasba, ki je išla še že Bachovega življenja. Zdaj pa lani smo slišali vseh 6 sonat in partic za violino solo in letos so pa na vrsti Bachove sonate za violino in obligatni čembalo z zelo, zelo znanim avstrijskim violinistom Erichom Höbartom, ki je nekako znan že iz ansambla Concentus Musicus, ki ga je vodil Nicolas Arnoncourt,
On je prvi violinist kvarteta Mozaik, ki je eden od najbolj znanih kvartetov, sploh na zgodovinskih glasbilih, se pravi na črnatih strunah, in se seveda že celo življenje ukvarja veliko tudi z baročno glasbo. In je ta spored, se pravi Bachove sonate, s čembalom je posnel pred leti z finskim čembalistom Apom Häkkinenom, tudi z posebnim čembalom, namreč mi vemo, da je Bach veliko uporabljal čembalo z različnimi barvami, z 16-čeveljskim registrom, tudi seveda z 4-čeveljskim registrom, ampak ta 16-čeveljski register je nekaj posebnega in da zvoku seveda neko posebno tehtnost, in tak čembalo bo tudi zazvenel na tem koncertu, pred zadnjem. Potem bo pa sklepni koncert festivala nekoliko nenavadno naslovljen Obramba Viole da Gamba. V celoti bi se to glasilo Obramba Viole da Gamba proti napadom violine in pretenzijam violončela. Približno takšen je namreč naslov enega pamfleta, ki je šel leta 1740. Avtor je Hubert Leblanc in on zagovarja viola da gamba in tudi lutnjo kot nekako pretanjeni aristokratski glasbili starega režima pred nekako, kako bi rekel, pred modernejšimi italijanskimi virtuozi na violini in violončelu. No, na podlagi tega zelo slikovitega besedila je nastala nekakšna glasbena komedija, se pravi, tukaj je naveden kot igralec Boris Ostan, ampak v njej sodelujejo seveda tudi glasbeniki, kjer se v bistvu gre za nekakšno glasbeno bitko med temi glasbili, violina, violončelo in čembalo na eni strani, potem pa lutnja in viola da gamba na drugi. In tukaj imamo vsaj tri svetovno znane italijanske glasbenike, violončelista Enrica Broncija, enega najbolj znanih gambistov, izjemnega virtuoza Vittoria Gelmija in pa lutnista Luco Pianco. Potem sta zraven še japonska violinistka Haruna Shinoyama in pa avstrijski čembalist Florian Birsak. Ja, tako da imamo v bistvu na začetku festivala dva sporeda z slovenskimi nadnapisi, tukaj pa še enega z slovenskimi besedili, se pravi z novimi prevodi odlomkov iz omenjenega pamfleta.